Ok, tole je test Go Extreme kamerce, ki zajema 360 stopinjske posnetke. To pomeni, da če gledaš to na YouTubu ali pa na svojem telefonu, se lahko dotakneš zaslona, pa malo poskrolaš okoli, oziroma na računalniku klikneš na video, pa ga premikaš naokoli. Jaz grem zdaj na en sprehod po Ljubljani. Če priznam po pravici, mi je malo nerodno s kamero takole okoli hoditi. Predvsem zaradi tega, ker nisem vajen, folk me gleda, čudnijo se skupaj, ampak point je v tem, da grem jaz zdaj v antikvariat po eno knjigo, ki jo že dolgo časa iščem in je končno na voljo. Tako da zdaj bom pa malo utihnil. Na drugi strani ceste je ful folka, čudno me gledajo verjetno. Weird. Ok, zdaj. Se vem, da je ta zadeva mogoče zdaj malo boring pa dolgočasna, ampak trenutno nimam boljše ideje, kaj bi naredil. Tako da gremo probati, kaj se bo zgodilo. Zdaj lahko za mano pogledate, če me čudno gledajo vsi. Zdaj bomo šli mimo Žmavca. Tisti, ki ne veste, kaj je to, nima veze. Gremo rahiti čez cesto. Zdaj se bo dal fajn preveriti, koliko je slika stabilna na telem. Moja roka namreč ni najbolj stabilna stvar na tem svetu. Poleg tega sem doma pozabil stojalo. In zadevo držim v rok. Še vedno weird feeling to snemati tle nekje v javnosti. Prednost tele kamerce je v tem, da je ful easy kadrirati, ker v bistvu vse en kam imaš obrnjeno, načeloma vse posnameš. Še to, knjiga, ki jo grem iskat, je Problem vožnje po vesolju Hermana Potočnika Nordunga. Že nekaj časa nazaj sem pisal v različne antikvariate, noben ni imel tega na zalogi. Danes sem dobil pa mail, da je končno prišel izvod. In ja, komaj čakam, da jo dobim. Lep, čudni pogledi. Se ne vem, tako v javnosti lahko to snimaš, random folk. Ker pri 360 stopinjski kameri v bistvu se ne moreš izogniti, da jih ne bi. Jaz sem totalno prepričan, da se da s 360 stopinjsko kamero dosti bolj zanimive stvari snemati, ampak nažalost, kaj dosti bolj pametnega zdaj ne moram. Tako da bo tole mogli zadoščati. Bom pa pol v svojem vlogu, v 7. delu še kaj več pokomentiral, tako da če greš na moj YouTube kanal, najdeš moje vloge, boš v vlogu nič 7 najdel kaj več o tem. Tudi unboxing tele kamerce bo tam, pa mogoče še en kratek komentar.
Ok, zdaj grem pa v podhod, tam bo malo slabša svetloba, se bo da še to potestirati. Preden stopim v antikvariat, bom pa zadevo izklopil, ker se nisem nič menil, če lahko tam snemam. Tako da bomo videli. Ok, to je tale antikvariat, kjer bom jaz dobil knjigo. Tako da zdaj se vidimo pa, ko bom knjigo nazaj. Čau. Ok, knjigo sem dobil. Malo večernega branja. Zdaj gremo pa nazaj. Jaz upam, da je teli slabši svetlobi. Posnetek tudi ok. Grem nazaj po drugi poti, še kaj drugega vidite. Pa bi šli na Kongresni trg še gospod, a? To bi bilo v redu. V bistvu je ful nerodno takole kamerco držati, ker me roka boli, ampak okej. Zdaj si bom pa eno klopco najdel, posnamem še kaj v teli kamerci, kakšno rečemo za vlog. Tako da zdaj bom malo s telefonom snemal, malo s tole kamerco, probam malo pokombinirati. Bomo videli, kako bo šlo. Luknja.
Evo, klapca. Jaz ne vem, vloganje v Sloveniji dejansko ni tako popularno. Jaz nobenega vlogarja na ulici nikjer ne vidim, ker sklepam, da če bi ga kje videl, bi ga v Ljubljani. Ampak ja, očitno ne. Tako da, ali nas je tako malo, ali nas je sram v javnosti snemati, ne vem. Golob je šel. Če malo prevrtiš nazaj, obrneš kamero na drugo stran, je tle mimo en golob letel. Što je prednost teh 360 stopinskih kamer? Če se zadnji kaj zgodi, si v bistvu vse ujel. Tako da, dosti zanimiv. Ful se je weird pogovarjati sam s sabo na eni random klopci sred Ljubljane. Ampak, to je to. Skratka, v glavnem, spremljite moj vlog. Tole je bil pa kratek test Go Extreme Full Dome 360 stopinske kamerce, ki jo dobite v Big Bangu. In ja, to je to. Čau, čau.